Torej, lep pozdrav na tej slavnostni inauguraciji rednih profesor Univerze na Primorskem, ker smo tako v ožji skupini, si bom privoščil malo manjše formalnosti, tako da ne bom pristopil k tistemu pomočku, oziroma da se temu reče govorniški oder, konarni govorniški oder, kot približno 20 stopinj. Zdaj bi naj vam povedal v uvodnem nagovoru, pa pravzaprav bom res nekaj povedal, poštevaje, da smo malo brani v ožjem krogu. Ne moram pa povedati kaj bistveno drugega, kar sem povedal včeraj, vsej, ne bom koliko časa porabim, ampak misli se ne moram premikati iz enega kompartmenta v drugi. Tako da to, kar sem razmišljal včeraj, še vedno razmišljam tudi danes. Ko bom povedal približno samo zaključek in tisto, kar mislim, da so glavni izzivi te naše univerze v prihodnje, bom pa začel s tem, da mi je posebno veselje, to, da nas je malo tukaj. Iz dveh razlogov. Običajno so te ceremonije bile take, da mi je bolel hrbet, ko je uri pol, ker imam že leta. Drugič se mi zdi, da nekako se pripiče, da promocija v rednega profesorja ni množična. Prava oblika zemljišča, telesa, katerega se razporedi predavatelje, je piramida s pico na vrhu, ne pa navzdol. Tema naprej že jih bom promoviral čestitke in upam, da to ne bo konec vašega dela, da se bo zagon vsaj nadaljeval, če ne dodatno začel. Kot povzetek iz tega, kar sem želel včeraj povedati, pa zgolj to, da ima univerza več izzivov, ki jo čakajo, v temu, da je na dobri poti zaradi dokazano dobrih uspehov v letu 16. Izziv je predvsem to, da se bo morala ves čas biti čuječna do tega, kaj se dogaja v ožji domovini in v širšem prostoru, kjer deluje, se pravi na celotnem svetu, kjer so nekatere tendence take, da bodo kvečemu otežile delovanje univerz, zato ker se bo zagotovo zmanjševal prostor svobode. Univerz se bo moral ustrezno odzvati. In druga stvar, da preskočim kar na to, zakaj smo tukaj. Mi smo tukaj zaradi študentov. Študenti niso isti, kot smo bili mi. Niti niso isti, kot tisti, ki so bili tukaj pred 5-10 leti, ampak so zelo, zelo drugačni. Imenujejo jih, to mi je všeč, ker je zdaj pa se mi zdi zmanjkalo črk, imenuje generacija Z. Začeli so z X-om, pa so prišli do Z-ja. Generacija, ki celotno svoje življenje preživela z novimi tehnologijami in je temu primerno se tudi na drugačen način oblikovala svoj vrednostni sistem, ki ni tako konstanten in ves čas podoben, pa sličen tistimi, ki smo si ga ustvarili skozi naš proces odraščanja, ampak se sproti spreminja zaradi tega, ker so ves čas bombardirani z množicami informacij. Zaradi tega so tudi zmožni, ker morajo to početi, so zmožni tudi počesa, če ne vem, kako se to rekel, je zdaj zelo v slovenščini, multitasking, se pravi zmožni so sprotnega dela več stvari hkrati. To pravi, da je bolj smo z ženski kot moški, definitivno, to je moja izkušnja, ampak mislim, da so cele generacije zdaj take. In za take študente, taki študenti so bolj zahtevni. Lahko se jih zamahne z roko, če niso pozorni, nič se ne učijo, ne zanima jih to. Ja, zanima jih mnogo stvari, mi ne vemo, to vse, kar jih zanima, tako da mi moramo veliko pozornosti posvetiti temu, da bomo znali pritegniti, kajti Gaussova krivulja, ne glede na to, ali je nekdo v stiku z novimi tehnologijami ali ne, da so enako pametni, kot smo bili mi, da se velja dalje potruditi.
če se ne bomo, potem bodo šli na univerzo, pa sploh ne bodo prišli na univerzo, to bo pomenilo tudi konec univerze kot sistema sporočanja znanja naprej novih generacij. To sem vam želel povedati, da bomo to skupaj zmogli, zdaj bom pa prišel k uradni proceduri. Sedel in bom prosil, da se zdaj, da on ostane in popravi svoje. Hvala lepa. Doris Gomezel-Umerzel je bila rojena leta 1960 v Kopru. Na fakulteti za naravoslovje in tehnologijo takrat Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani je diplomirala na višješolskem študiju matematike, smer uporabna matematika in s tem pridobila strokovni naslov inženir matematike. Univerzitetni študij je zaključila leta 1983 z zagovorom naloge za naslovom izbor elementarnih problemov iz matematike in tako pridobila strokovni naziv profesor matematike. Leta 2005 je zagovorom magistrskega dela Konkurenčnost Slovenije kot turistične destinacije zaključila podiplomski študij Ekonomske fakultete v Ljubljani in pridobila naziv magistrica znanosti. Leta 2008 je uspešno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom Model znanja v podjetništvu in vpliv znanja na poslovno uspešnost podjetja pod mentorstvom profesor dr. Boštjana Antončiča. Njeno pedagoško delo se trenutno nanaša na izvajanje predmetov temelji podjetništva in podjetniško delovanje, podjetništvo, sodobni izzivi podjetništva in podjetništvo v turizmu. Obsežno je tudi njeno delo na mednarodnih in nacionalnih projektih v programih ARRS. V obdobju od leta 2004 do 2016 je kot članica projektne skupine ali kot vodja sodelovala pri več kot 15 raziskovalnih programih in projektih. Njena raziskovalna področja so podjetništvo in turizem, svojo sposobnost raziskovanja in raziskovalnega dela pa dokazuje številnimi objavami v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah. Ima 126 čistih citatov znanstvenih del v bazi VOS in 201 čistih citatov v bazi Scopus. Je avtorica ali soavtorica več znanstvenih monografij in se redno aktivno udeležuje znanstvenih konferenc. Marca 2016 je bila izvoljena v naziv redna profesorica za področje podjetništva in v naziv znanstvena svetnica. Spoštovana profesorica dr. Doris Gomezel-Umerzel, posebno čestitko vam predajam svečano listino o izvolitvi v naziv redne profesorice za področje podjetništva in pa tudi v izvolitvi v naziv znanstvene svetnice. Čestitam. Franz Demšer, rojen leta 1960, je doktoriral leta 1987 na Univerzi v Ljubljani. Njegova znanstvena dela so bila citirana več kot 1300 krat. Njegovo najbolj citirano delo ima 176 citatov. Članek Scientometric Indicators sodi med odstotek najbolj citiranih člankov v področju. V revijah, indeksiranih v mednarodnih bazah citiranosti oziroma Scopus s faktorjem vpliva, ima objavljenih 30 znanstvenih člankov kot vodilni avtor. Objavil je 3 znanstvene monografije in učbenike. Monografija Transparentnost je ponatisnjena in prevedena v 2 tuje jezika. Svoje znanstveno raziskovalno delo je opravljal tudi na Univerzi v Illinoisu ter na Univerzi v Kaliforniji. Poučuje na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije ter na Univerzi na Primorskem, občasno pa predaja tudi na Fakulteti za fiziko, Fakulteti za farmacijo, Medicinski fakulteti, Univerzi v Ljubljani ter na podiplomski šoli Jožef Štefan. Delovne izkušnje je nabilo kot profesor na osnovni in srednji šoli, kot raziskovalec in vodje centra na Institutu Jožef Štefan, kot vodja raziskovalne dejavnosti na Inštitutu za radiologijo Kliničnega centra v Ljubljani. 2 leti je deloval kot predsednik European Science Foundation. Bil je državni sekretar na Ministrstvu za znanost in tehnologijo,
minister za obrambo Republike Slovenije, veleposlanik Republike Slovenije v Ruski federaciji, direktor javne agencije za raziskovalno dejavnost in znanstveni svetnik Univerze na Primorskem. Spoštovani profesor dr. Franci Demšar, vsem čas mi, ki vam slučajno mislimo o zdoritvi v Helsinki. S tem smo zaključili del, svečani del, kako se temu reče, sledi kratka fotografiranje, potem pa gremo spodaj, zdravili bomo.